V Iraku. Irak je pravkar prekinil mesece politične paralize, potem ko je parlament odobril novo vlado, vendar pod zelo močnim regionalnim pritiskom. Mandatar za predsednika vlade Ali Al-Zaidi je predstavil svoje kandidate za ministrska mesta, kar je prvi pravi korak kot pravi zastoja, ki traja že od lanskih volitev. A to ni le vprašanje politike v Bagdadu. ZDA močno pritiskajo, da bi iransko podprte milice izločili iz vlade, medtem ko Teheran prav tako trdo dela, da bi ohranil svoj vpliv. In vse to se dogaja, medtem ko se iraško gospodarstvo še vedno spopada s posledicami širših regionalnih napetosti, ki so prekinile tokove nafte in državo pustile v resnih finančnih težavah. Z nami je zdaj Michael Prežant, je svetovalec za zunanjo politiko in nacionalno varnost v Washingtonu, D.C. Torej, Michael, razložite nam to. Oblikovanje te vlade poteka pod močnim pritiskom tako Washingtona kot Teherana. Koliko manevrskega prostora ima v takem okolju oseba, kot je Al-Zaidi, da oblikuje neodvisno vlado? No, ko sem bil v obveščevalni skupnosti, je bila naša naloga spremljati iranski vpliv znotraj ministrstev in urada predsednika vlade. In na levi strani zaslona sta stali dve osebi, poleg novega predsednika vlade Zaidija iz Iraka. Tisti s turbanom je kaj skazali. Uradno označen za terorista, vodja skupine As-Sabah al-Haq, ki je ubijala Američane z izstrelki z eksplozivno oblikovanim jedrom. Vidite ga lahko tam na zaslonu. Oseba na njegovi desni pa je Hadi al-Amiri, vodja Badr korpusa, ki je glavni iranski posrednik znotraj Iraka. Torej je Zaidi tukaj že podrejen Teheranu celo na tej fotografiji. To je žalitev za ameriškega predsednika. Pokažimo tem posameznikom, da predsednik Trump poskuša novega premierja prisiliti, da odide iz vlade. Pokažemo ga s premierjem, ker Američani ne vejo, kdo so ti ljudje. In to je premier Maliki, ki je sedel poleg nekdanjega premierja Malikija, ki je sedel poleg Zaidija. Zaidi je Malikijev človek v Iraku. To ne pomeni nič, ko gre za omejevanje iranskega vpliva. To je le krinka za Zahod, še vedno pod nadzorom Teherana. In na tej sliki tukaj, na tej sliki je 5 uradno označenih teroristov in en premier Maliki, ki v bistvu nadzoruje vse iz ozadja. Prav. Zdaj vidimo poročila, ki pravijo, da je novi iraški premier zaprisegel, čeprav z nepopolno vlado, potem ko poslancem ponovno ni uspelo doseči soglasja glede ključnih položajev. Kako vplivajo ta nedavna poročila? Želim vas vprašati bolj specifično o tem, ker je to res zelo zanimiv dogodek v zadnjem tednu. Tako nedavna poročila o vzpostavitvi izraelske baze v iraški puščavi, ki naj bi jo ZDA domnevno prikrivale, vplivajo na to, kako Irak vidi svoje prihodnje odnose z Združenimi državami in končno tudi na vpliv, ki ga bodo ZDA imele na prihodnjo vlado. Največja grožnja temu režimu v Bagdadu so naši odnosi s Kurdi na severu. Ne govorimo PUK, govorimo KDP, Barzanijevih Kurdih. Tam je bila izraelska baza, bila je na njihovem ozemlju. Tam smo imeli v preteklosti največ uspeha proti Al-Kaidi, ISIS-u in šiitskim milicam. Toda ti dve ključni mesti, ki sta zdaj v sporu, sta Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve. Obe sta ključni, ker so iranske posredniške skupine v Iraku že v vladi. Že imajo prevlado na Ministrstvu za notranje zadeve in imajo prevlado na Ministrstvu za obrambo. Torej, ko predsednik zahteva, da iraški premier premakne te milice, jih razoroži, zmanjša njihove zmogljivosti, a jih premakne v vlado, so oni že tam, že imajo prevlado. Lahko uporabljajo katerokoli ameriško vojaško opremo, ki jo damo iraški vladi. In ameriški dolarji prihajajo v Irak, kjer grejo neposredno tem milicam, te pa plačajo približno 50% delež IRGC-ju in njegovi enoti Quds. Več poročila trenutno nakazujejo, da pod pritiskom ZDA noben izmed zgodnjih kandidatov za ministre ni povezan s frakcijami, ki jih podpira Iran. Misliš, da je to začetek resnične spremembe notranjega ravnotežja moči v Iraku, ali gre v resnici le za začasno prilagoditev, ki ji trenutno prisostvujemo? To je le navidezno. Navidezno je, da je Zaidi, predsednik vlade, bil izbran strani milic, izbran strani strank, ki so podrejene Iranu. Zdaj, on je poslovnež, zato ga je mogoče podkupati. Nanj je mogoče vplivati, verjetno bolj strani Združenih držav kot Irana, ker je Iran v oslabljeni poziciji, ampak on ni močan voditelj. Ne bo uporabil iraške vojske proti milicam.
Ne more, ker je večina poveljnikov iraške vojske že ključnih baasističnih poveljnikov, kar pomeni, da so že povezani z iransko podaljšano roko. Torej, to je le navidezno, nič od tega ni pomembno. To je v bistvu način, da se Iraku da lepšo podobo. Ko predsednik podpre tega premijeja, mu pravzaprav daje pogojno podporo. Ne bo mu dal prostih rok. Opozarja ga, da bodo kakršnekoli kršitve tega, kar ZDA želijo, kaznovane, zato kaj Gazali stoji tik ob njem. Tisti moški v belem turbanju je ubil Američane. Kasem Soleimani ga je umaknil iz milice v Iraku in ga prisilil, da ustanovi svojo lastno milico. Kaj Gazali je uradno označen za terorista in stoji tik ob izvoljenem predsedniku vlade. In to veliko pove. To pove celotno zgodbo.